Torej, jaz prihajam iz te stroke, ne, če tako rečemo, ne. In ta zakon je nujno sprejet z veliko različnih vidikov, če mogoče jaz poudarim samo enega. Jaz sem po naravi oziroma po izobrazbi klinični psiholog. V Ameriki sem doktoriral iz klinične psihologije. Tam smo tudi mi imeli, poleg tega, da smo bili diagnostiki, da smo eno leto bili na psihiatrični bolnici, smo krožili okrog, smo potem šli tudi v terapevtski program in smo to združevali. Klinična psihologija, diagnostika plus terapija, v kateri se lahko zdaj specializiral, kar si hotel, mladostništvo, zakonsko-družinsko terapijo, starejše, otroke, karkoli si pač se tam izbral. In jaz sem tam začel študirati zakonsko-družinsko terapijo, ne, ki je to veliko ameriško združenje, in se navdušil nad to znanostjo, ne, čisto na osnovi klinične psihologije. In ko sem prišel v Slovenijo, smo na to tukaj razvili tudi ta program, ki ima osnovo v klinični psihologiji, dodano pa je psihoterapevtsko znanje. In kar je meni najbolj pomembno, je gojiti znanost. Res, samo znanost je meni tle najbolj pomembna. Katerakoli fakulteta je že to hotela sprejeti, to je takrat bila teološka najbolj odprta in medicinska, pozneje smo skupaj ustvarili en program, ki je danes na nezavidljivo visoki znanstveni ravni. Ker dejansko mi učimo tisto, kar psihoterapija je, znanost o nezavednem. Zato jaz absolutno podpiram to, ker vidim, da je to neka znanstvena srednja, ki zares goji to znanost. Jaz ne govorim o vseh drugih pristopih, da niso znanstveni, ampak vem pa za tega, da je znanstven in da ljudje danes kričijo po tej znanosti, kričijo po tem, da bi oni končno lahko ugotovili, zakaj se jim v življenju dogajajo stvari, ki jih oni niti nočejo. Da so kot na daljincu. In ko končno ugotovijo, da je ta nezavedni svet njihov tako močan, to pa dela psihoterapija, kar razrešijo, naredijo nova izkustva, nova spoznanja in zaživijo drugačno življenje. Tle pa seveda lahko ogromno šarlatanstva, se opravičujem izrazu. Če si znanstvenik, potem gojiš to, potem s tem živiš, potem pišeš, potem ustvarjaš nove znanstvene smeri, potem dobiš učence, študente, ki doktorirajo iz tega, in je to nekaj, kar te res pelje v prihodnost. In mislim, da je to neka znanost, ki je sveža, ki je nova, ki je naša, ki je nujno jo gojiti naprej. Torej, če začnemo na drugem področju, bistveno je tle, da ljudje dobimo sočutje. Ljudje vemo, kaj je treba narediti. Jaz, če od kakršnega koli človeka, ki pride k meni, klienta, posameznika, kandidata, karkoli že stranko to imenujemo, jaz ga vprašam, pa ti veš, kaj moraš narediti, vi veste, kaj morate narediti, da boste v življenju spremenili. Vsi vedo, naš nevrološki sistem je ustvarjen na način, da ve odgovore. Kako so pa ljudje milijone let živeli brez psihoterapije. Danes smo se pa mi socializirali, postali smo zahtevni, smo čustveno bogati, začeli smo upoštevati našo intuicijo, začeli smo upoštevati tudi razlike med moškimi in ženskami, da ženska čuti drugače, moški drugače, da imamo ta svet na različne načine in nujno potrebujemo dialog, pogovor. In psihoterapevt je danes tisti, ki vodi ta dialog, da ta dva, recimo zakonca ali pa družina, pride do teh osnovnih spoznanj, kje so, kaj delajo, na kakšen način bi želeli oni svoje življenje voditi, orkestrirati, organizirati, pa ga ne zmorejo, ker jih morda neke stare, zapletene, nerazrešene, recimo travme vodijo, kakšne vzorci v njihovih zapletih, v njihovih družinah, ki so generacijsko prenašali iz generacije v generacijo, spremenili smo se in živimo pa včasih po staro, ker naši možgani so izrazito konzervativni instrument. Težko sprejema novo, razen če imamo toliko novih izkušenj, da se tudi naši možgani spremenijo in sprejmejo novosti in zaživimo drugačno življenje. Absolutno nujno. Torej, tisto, kar se jaz vedno v življenju zagovarja, je sodelovanje. Sodelovanje s psihiatrijo, socialnimi delavci, psihologi, svetovalci, vseh zvrst humanosti, kdorkoli se ukvarja s tole antropološko znanostjo, katerokoli že, psihološko, nevrološko, psihiatrično, je dobrodošel, ker mi smo sogovorniki, naši možgani so tako večplastni, da ne moramo mi samo en vidik gledati, ne. Zato je tukaj
tukaj izjemnega pomena to sodelovanje. Več sodelujemo, bolj človeka vrednotimo, njegovo dojemanje, kako se on organizira ta svet, na kakšen način čuti, kako vstopi v svet, vstopi v odnose, kako jih razume, kako jih dojema. Če z različnih vidikov to vidimo, potem človeka vrednotimo in v bistvu v celoti spoštujemo in cenimo. Potem lahko pridemo do neke novih vidikov in nove znanosti, če hočete. Milijonkrat vam bomo to verjetno povedali. Jaz sem po izobrazbi klinični psiholog, jaz natančno vem, kaj je diagnostika, natančno vem, kaj je terapija. In natančno vem, da nekdo, ki pride k nam in dela terapevtsko znanost, da ve, da zelo pomembno je poslati ga k kliničnemu psihologu, če vidiš, da so tam neki zapleti, ki presegajo zgolj konfliktne situacije, anksioznost, motnje, travmatične izkušnje iz preteklosti, da vidimo, če je ta človek tudi njegovi možgani ne dovoljujejo osnovnih operacij, osnovne sinhronizacije, osnovne regulacije, da je tam gre za neke motnje, ki so tudi nujne psihiatrične obdelave, če temu tako rečemo. Jasno, da bomo tega človeka, ko vidimo, da ne dojema pravilno, da se njegov svet malo distorten, da malo drugače sliši, vidi, ga bomo poslali jasno takoj k nekemu diagnostiku, ki mu bo povedal, da bo potem psihiater mu dal neko medikamentozo, da lahko pride nazaj k nam oziroma sočasno mi to delamo.